Lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes bomo govorili o Jerneji Renko in z njo. Je mati 3 deklic in lahko bi rekli, da je njeno življenje zares pestro. Svojo ganljivo iskreno izpovedjo nagovarja slehernega bralca. Prva posebna preizkušnja jo je doletela že v prvi nosečnosti. Deklica, ki sta jo z možem tako težko pričakovala, je umrla še v maternici. V 9. mesecu nosečnosti. Dobro leto kasneje se jima je rodila čudovita Vita, ki je zares polna življenja in danes žanje uspehe na glasbenem in športnem področju. Rojstvo najmlajše hčere Nine pa je v družino prineslo povsem nove izzive, saj se je rodila gluha, zdravniki pa so ji napovedali, da ne bo nikoli hodila. A starša sta ostala neomajna. No, več o sami knjigi in zakaj pravzaprav gre, pa nam bo povedala avtorica knjige Jerneja Renko. Pravzaprav gre za osebno izpoved. Nekako sploh ni bilo v planu, da to bo knjiga, ker v ozadju so moji zapiski, ki sem jih leta in leta shranjevala, zapisovala, ker jaz, kadar imam kakšno stisko, vprašanje, dileme, ponavadi takrat pišem. Pisanje je moja zame terapija, no. In potem sem imela en kup enih zapiskov, nekih je bilo tudi na spletnih straneh, kjer sem objavljala bloge, ampak se mi je zdaj tako nekako zmedeno in potem sem razmišljala, da mogoče, če bi to moji potomci kdaj vzeli v roke, da ne bodo vedeli, kje je začetek, kje je konec, kaj je bilo prej, kaj potem. In sem si rekla, kaj pa, če bi jaz vseeno te svoje zapise, svoje razmišljanja strnila. In potem sem takrat, ko sem na rehabilitaciji, sem si res vzela čas, sem jih zbrala in se je nekako pokazalo, da bi to lahko bila tudi knjiga, ker se je tako lepo vse vleklo od začetka do konca in je bilo vse povezano. In potem sem to zapisala in dala v prebranje nekaterim kolegicam slavistkam in so rekli, da to pa bi res lahko bila knjiga. No. Tako da je res osebna izpoved, vse je napisano brez cenzure, tako kot se je zgodilo in to je tudi moje razmišljanje, vse to, kar je v knjigi, sem pravzaprav jaz. No, mogoče, da koga najprej pritegneva, lahko poveva, da marsikdo je zapisal, recimo ob tvoji knjigi, so bili tudi komentarji, da so ob sami knjigi, ko so jo brali, jokali. Je bil to tvoj namen oziroma kaj si ti želela sporočiti bralcem oziroma bralkam, kako naj bi to knjigo razumeli, kaj si želela torej sporočiti z njo? Zdaj, ne vem, ob katerih trenutkih so sicer jokali, dejstvo pa je, da sem imela v svojem življenju kar veliko težkih preizkušenj, verjetno se jih je to dotaknilo. Ni pa moj namen, da bi s tem vplivala na bralca in hotela sporočiti, da je življenje naporno, zoprno, težko, kot neka kalvarija. Ja, v bistvu je, ni lahko in življenje ni scenarij, ki si ga napišemo v mladostnih letih, v času srednje šole, ko smo razposajeni in ko nimamo toliko skrbi kot pol kasneje v odrasli dobi. Dejstvo pa je, da se da vse te preizkušnje in ovire lepo preskakovati, če nekako vedno v vsaki stvari, ki je navidezno precej slaba in tudi mogoče navidezno gleda, da je ne bomo mogli premagati, da v vsaki stvari najdemo dobre stvari, ker vedno so. Če jih ne vidimo tisti trenutek, jih pa vidimo kasneje. In moje življenje tako je, kljub težkim preizkušnjam, rada živim in imam rada življenje. No pa nekaj teh težkih preizkušenj na kratko omeniva, ne bova seveda vsega izdali, naj si poslušalci knjigo tudi sami preberejo. Jaz upam, da jim je že prišla pod roke in da so že prebrali, pa vseeno, mogoče tista prva preizkušnja, ko človek se malo usede pa reče, takega življenja si nisem predstavljala, je bila zagotovo pri tebi in pri tvojem možu Klemnom izguba otroka. Kako človek to predela, če sploh to predelam? To je zagotovo ena izmed stvari, ki ni bilo v mojem scenariju, mladostniškem scenariju. Vedno sem si predstavljala, imela bom moža, otroke, vse super lepo, življenje je pač lepo. Potem pa že prva taka situacija, prvi otroki sva se ga oba veselila, sva se pripravljala, kupila voziček, pripravila različne barve oblekic in tako naprej. In vsi z nama so se veselili, tudi najna družina. Potem pa se je zgodilo, 14 dni pred rokom poroda, torej res tisto na koncu, v 39. tednu, se je zgodilo, da srček pač ni več bil in je otrok umrl in sem morala roditi mrtvega otroka. In to je bil res velik šok in težki dnevi so bili takrat.
zame in tudi za moža in za celotno mojo družino. Kako sem takrat, lahko bi rekla, da sem celo neko izgubo spomina, da se sploh ne spomnim vseh trenutkov. Vem pa, da sem bila sama s sabo, da sem veliko razmišljala, veliko sem brala, od vsega tega sem bila utrujena, čeprav nisem nič počela, ker sem tako morala počivati, ker sem bila po porodu, ampak to pa zelo, zelo stresno in težko bi rekla, da to človek kdaj pred tem sta. Mislim, da nisem in da sem mogoče nekaj let zelo to malo potlačila in da je to kasneje prihajalo na plan z različnimi opozorili, zdravje in tako. To me je nekako ves čas mi je nagajalo in potem, ko sem začela to reševati, to je bilo leta kasneje, se mi zdi, da sem se nekako šele začela postavljati na noge. No. Težko bi pa rekla, da to kdaj prebudila. Toliko zaenkrat. V drugem delu naše oddaje bomo še naprej klepetali o knjigi Posebna punca. Ostanite v naši družbi. Lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Z Jernejo Renko danes klepetava o njeni knjigi Posebna punca. Jerneja je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani in 16 let je v šoli poučevala slovenščino in retoriko, potem pa jo je rojstvo najmlajše hčere popeljalo v svet posebnih izzivov. Zadnja leta se ukvarja predvsem s svetovanjem družinam, ki imajo otroke s težavami v razvoju. Na svoji spletni strani je objavljala tudi bloge in zapise, skozi katere na osnovi lastnih izkušenj in znanj o razvoju otrok, ki ga je pridobivala v tujini, iskreno reflektira svoje misli in občutja. Skupaj z možem sodelujeta v projektu Odgovorno starševstvo, kjer pokrivata vsebine povezane v vlogo staršev v družinah z otroki z razvojnim zaostankom. Poleg tega tudi predava in lektorira ter najstnikom v zavodu Kajžica, skupnosti Montessori za male in velike, predaja znanje o slovenski slovnici in literaturi. Že prej sem omenila, da Jerneja Renko je mati 3 deklic in lahko bi rekli, da je njeno življenje zares pestro. Svojo ganljivo iskreno izpovedjo nagovarja slehernega bralca. Prva posebna preizkušnja jo je doletela že v prvi nosečnosti. Deklica, ki sta jo z možem tako težko pričakovala, je umrla še v maternici. O tem sva malo že govorili, mogoče v tem trenutku tudi o 3. nosečnosti, torej o rojstvu deklice Nine. Kako človek predela to, da mu nekdo v porodnišnici reče, vaš otrok je gluh? Ja, se to pravzaprav ni bilo takoj po porodu. 3 mesece nekako sem živela, oziroma smo vsi živeli v veru, da je tudi z drugo deklico v redu, da je zdrava, ampak potem sem sama kot mama začela opažati, da njen razvoj ni tak, kot je bil pri starejši sestrici, ki je bil popolnoma običajen, oziroma ona je celo prehitevala svoje vrstnike, je bila zelo hitra, ker smo se tudi veliko z njo ukvarjali, ker smo bili tako veseli in srečni. Zdaj pri Nini se je pa začel s tem, da je gluha in potem tisti pohodi na klinike, a sliši, a ne sliši, a slušni aparat pomaga, ne pomaga, koliko je gluha. In šok, je bil seveda, ko so mi rekli, da je popolnoma gluha na obe ušesi, totalen. Ampak v trenutku, ko so meni rekli, da je gluha, v trenutku sem vedela, da bomo zadevo začeli takoj reševati in da jo bomo rešili kakorkoli pač že. Poznala sem takrat vse in sem seveda že brskala tudi v polževem ostatku, kakšne so variante, če bodo slučajno rekli, da je čist gluha, ampak še vedno sem upala, da ne bodo rekli, da je čist gluha. Upaš do konca, pa jaz vidim, da tako funkcioniram v življenju. Ko se nekaj zgodi, nekaj zelo dramatičnega, takoj začnem iskati nove rešitve. In se ne vdam v tem, da sem slabovoljna, da jokam, da sem žalostna, da sem na tleh in da sem uboga, predvsem pa, da nisem žrtev in da mi je najhujše na tem svetu, da vsi se imajo dobro, jaz pa ne, zakaj je ta svet tako krut. Ta vprašanja niso moja vprašanja. Jaz iščem rešitve in brskam. Se mi zdi, da je to tudi primeren moto današnjega dne za vse, ki naj jo poslušajo, in mogoče v tem trenutku lahko poveva še to, da res mi dve zelo na grobo opisujeva situacije in pa zgodbe in pa pravzaprav tvoje življenje, kajti Posebna punca je posebna knjiga, ki jo morate prebrati sami in boste ob tem čutili veliko več kot to, kar bova povedali mi dve in tudi izvedeli več. Zdaj mogoče le to, vidva sta se soočila s tem, da je zdravnica rekla in predlagala ta neprijeten voziček za Nino in sta si rekla, to pa ne bo tako šlo. Midva ne dovoliva, da je Nina na tem vozičku in sta našla alternativo. Tako kot si že sama rekla, našla sta
rešitev. In tudi kdor vaju in vas pozna, ve, da Nina zdaj hodi, ampak leta in leta nazaj pa tega niso zdravniki obljubljali. Prav nasprotno, kot sem uvodoma dejala, želeli so jo posaditi na voziček. Ja, to je v bistvu v kontekstu z mojim in moževim razmišljanjem, da tako začnejo iskati rešitve, ki mogoče takoj tudi ne pridejo nasproti, ampak nekoč pa pridejo. Ker če ti razmišljaš in verjameš, da obstaja neka nova druga pot, potem ti nasproti začnejo prihajati ljudje, ki so na tej poti in ki jo že poznajo. In tudi midva sta na tak način potem prišla do znanja, seveda po to znanje smo morali iti v tujino, ker pri nas niso znali pomagati, je bila res trdoda, ker poleg gluhote je bilo še kup drugih težav, njena diagnostična slika je kar bogata. Ampak potem mi da sva iskala nekaj, da bo v kontekstu z najino idejo, da midva lahko Nini najbolj pomagava. Ne? In to, ko smo omenila našim strokovnjakom, so jo vsi gledali čudno, kako boste vidva pomagali. Dajte, povejte, naučite naju. Midva sva s tem otrokom 24 ur na dan, sploh seveda v prvem letu, ko si na porodniškem dopustu, mama še posebej. In meni manjkali informacije, kaj naj z njo delam doma. Ne? In potem sva pač dobila te podatke, šla sva se izobraževati v tujino, šlo je za nek Filadelfijski inštitut, ameriški, in tam sva dobila točno to, o čemer sva sanjala, kar pa pravzaprav niso bile sanje, ampak čisto dejstvo, da to zares obstaja. In sva dobila potrditev, da nisva neumna, sploh jaz, ker mamo, ki razmišlja izven okvirjev, izven konteksta tega, kar ponuja naše zdravstvo, gledajo zdravniki precej čudno, predvsem pa terapevti, fizioterapevti, razvojni terapevti, kaj pa si ti ženska zdaj prikrivaš neki sliko, tvoj otrok je tak in tak, nič ne bo z njega, taka je statistika. Ja, v redu, taka je statistika, ampak zakaj pa včasih pa kdo štrli ven iz te statistike? In to sem vedela, da ni čudež, ampak da je to vedno posledica nekega trdega dela. Ja, tega trdega... Ja, tega trdega dela je bilo res veliko, sama sem knjigo prebrala in lahko rečeva, da je bil vaš dan posvečen planu, ki je bil na hladilniku. Vi ste z Nino pravzaprav delali 24/7, skoraj da lahko rečeva, če ne bi šli vmes še spati, ne? Ja, seveda, zato ker tak otrok potrebuje stimulacijo čez cel dan. Posledično to pomeni, da se mora družina reorganizirati, da mora družina začeti živeti drugačno življenje. Meni so rekli pri nas, prijaznite se, taka je situacija, otrok je tak diagnozama. V redu, prijaznim se, ampak ne prijaznim se, da ima tako diagnozo in da ne bo nič iz njega, da ne bo hodil, da ne bo govoril, da ne bo slišal. Ne, s tem se pa ne bom sprijaznila. Sprijaznila se bom, da je tak, ampak in da mu moram pač pomagati bolj kot starejši sestrici, ki ne potrebujejo toliko stimulacije. In zato se je potem cela naša družina res zelo, zelo organizirala. Delali smo zelo načrtno, delali smo z vseh strani, celostno torej, v bistvu smo delali stimulacijo na senzornem, motoričnem, torej grobo motoričnem in fino motoričnem nivoju, na intelektualnem, potem tudi pri prehrani smo spremenili način prehranjevanja, zato da je pač Nina se lahko dobro razvijala, ampak nekako mi smo zaživeli kot družina, mi smo delali skupaj, mi smo imeli skupne cilje, mi smo imeli skupne načrte in takrat, ko smo začeli tako živeti, se je v naši družini veliko spremenilo, predvsem pa se je začel dogajati Ninin napredek. Ker za takega otroka, ki ima pač težave, ni dovolj, da gre 2-krat ali pa 3-krat na teden na terapijo, ampak ti moraš spremeniti način življenja. In s tem se lahko sprijaznim, ne pa s tem, da iz njega nič ne bo. In tega še zdaj ne kupim in to se mi zdi zelo, zelo nestimulativno za starše, ker jih ustavi. Če pa starši nimajo energije, da bi pomagali otroku, potem pa je res težko verjeti, da se bo tudi napredek dogajal. Lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Tudi v tem trenutku še vedno govorimo z Jernejo Renko o njeni knjigi Posebna punca. Jerneja, za tiste, ki jo ne poznate, je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 16 let je v šoli poučevala slovenščino in retoriko, potem pa jo je svet najmlajše hčere popeljal v svet posebnih izzivov. O svojih izzivih, ki jih slikovito opiše tudi v knjigi, sva že malo govorile, malo pa še bova v nadaljevanju. Posebna punca je zgodba o posebnih puncah, ki se dotakne vseh. Ni priročnik za srečo in navodilo za polno življenje. Ni drama, ni patetična izpoved mame s težkimi preizkušnjami, je v bistvu le oris življenjskega potovanja z zdravimi in manj zdravimi odločitvami, ki sili refleksijo lastne poti. V prvi vrsti naj poveva, da knjiga ni namenjena samo mamam,
ali celo mamam otrok s posebnimi potrebami. Ne, daleč od tega. Knjiga je namenjena čisto vsem. Upam, da vam je že prišla pod roke, če pa ne, pa morda v naslednjih dneh oziroma po tem pogovoru poskrbite za to, da jo boste dobili in seveda tudi prebrali. Dobro, mogoče v tem trenutku, Jerneja, pri tvoji vajini tretji hčerki se je izkazalo, da ne le, da je gluha, da je to le ena od vseh težav zdravstvenih, ki jih ima. Nino in pa njeno diagnozo tudi opisuješ v knjigi in kako sta se v bistvu z vsem skupaj spopadla. Naj povemo, da sta potem poiskala alternativo. Pravzaprav bi jaz temu rekla, da sta pogumno odkrila, kaj Nina zmore, in to sta tudi čutila. Zato sta se lotila čisto drugačne poti. Nista enostavno dovolila, da Nina obsedi v vozičku. Pa mogoče v tem trenutku, če se kdo sooča z enakimi podobnimi težavami, bi vaju lahko vaju s partnerjem, s Klemnom, nekdo poiskal, ali tudi ti in tvoj partner delita te izkušnje, ki sta jih pravzaprav pridobila v tujini, tudi naprej? Ja, seveda je to mogoče. Vsa ta zgodba, o kateri bodo lahko bralci ali pa so že brali v knjigi Posebna punca, je me še napeljala na popolnoma drugačno pot, kot je bila v tistem scenariju, o katerem sem na začetku govorila. Pripeljala me do tega, da sem pustila redno službo kot slavistka oziroma kot profesorica slovenščine in potem sva z možem to znanje, ki so ga dobila v tujini, ki so ga pridobivala skozi leta, začela prenašati naprej na starše, ki tudi to potrebujejo. Tako da, če želijo, spletno stran imam svojo, tudi na socialnih omrežjih me najdejo. Je pa dejstvo, da vsaka družina, ki pride, vsako družino obravnava individualno, celostno in tudi delujeva zelo motivacijsko. To pomeni, da veliko je pogovorov tudi starši, ker ko se starši postavijo na noge, takrat, kot sem prej že rekla, se tudi začne odvijati napredek pri otroku. To je bistvo, ker treba je vzeti družino kot celoto, ne pa samo otroka iz konteksta tega ven in z njim delati 2-krat na teden terapijo. To pač ne pomaga. Tukaj gre za več aspektov. Bi pa mogoče rada poudarila, da zdaj, če bojo mogoče dobili občutek, da je ta knjiga namenjena samo tistim staršem, ki imajo otroke s težavami v razvoju, zdaj dobivam povratne informacije od bralcev, in mi povejo, da to ni knjiga, ki bi bila primerna samo za take starše, ampak ne samo za vse starše, ampak tudi za vse ostale ljudi, ki kadarkoli pridejo oziroma naletijo na kakršnokoli oviro v življenju. Da jim je to nekako spodbudo, da jih knjiga ne spravi v jok, ampak jih pravzaprav na koncu pusti v nekem takem dobrem razpoloženju. In tudi dajem občutek ali pa moč, da bojo lahko pa mogoče kaj naredili, samo da morajo res iskati začeti rešitve. Tako da ni samo taka knjiga, ki govori samo o posebni punci, govori tudi o vseh mojih težavah, kako se mi je to dogajalo, odvijalo, ko sem vso to energijo vlagala v otroka, kako sem se potem s tem soočala, kakšen je bil odnos med nama z možem, ker to je tudi zelo pomembno. Predvsem v družinah, kjer je otrok malo poseben, pa ni nujno, da ima ne vem kakšne diagnoze, lahko samo malo štrlivan iz sistema šolskega in je to treba kar spretno krmariti skozi to. Tako da je več sporočil dobijo v moji knjigi. Z Jernejo Renko danes klepetava o njeni knjigi Posebna punca. Do sedaj sta s svojimi izkušnjami Jerneja in njen mož Klemen in pa znanjem pomagala že mnogim staršem, ki v otrocih z motnjami v razvoju vidijo več potenciala kot strokovnjaki. Postala sta zgled vsem, da je z močno voljo, trdim delom in brezpogojno ljubeznijo mogoče premikati meje. Saj je danes tudi njuna Nina samostojna, vesela deklica, ki sliši in se lahko giba. Ta izjemna osebna pripoved nas obenem spomni tudi na to, da posebni otroci srčijo prostor in čas, v katerega so rojeni. Ljudje, ki so drugačni od nas, lahko veliko dajo in v sebi skrivajo veliko potenciala. Največje ovire pa so tiste, ki si jih sami naredimo v glavi. Obenem pa je ta življenjska zgodba tudi opomini na svet, da v skrbi za druge ne pozabimo nase. V vsakem dnevu se ustavimo, vsaj za trenutek ali dva, in si naberimo novih moči. Z Jernejo bova klepetali tudi v nadaljevanju. Lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno, še vedno govorimo z Jernejo Renko. Je mati 3 deklic in lahko bi rekli, da je njeno življenje zares pestro. Svojo ganljivo iskreno izpovedjo nagovarja slehernega bralca svojo knjigo Posebna punca. Prva posebna preizkušnja jo je doletela že v prvi nosečnosti. Deklica, ki sta jo z možem tako težko pričakovala, je umrla še v maternici, v 9. mesecu nosečnosti. Dobro leto kasneje se jima je rodila čudovita Vita, ki je zares polna življenja in danes žanje
dosedanje uspehe na glasbenem in športnem področju. Rojstvo najmlajše hčere Nine pa je v družino prineslo povsem nove izzive, saj se je rodila gluha. Zdravniki pa so ji napovedovali, da ne bo nikoli hodila. A starša sta ostala neomajna. Šele v Ameriki sta po nekajletnem raziskovanju odkrila inštitut, kjer starše učijo, kako delati z otrokom, ki ima razvojne težave. Postopoma sta razvila posebno metodologijo za celostni pristop k razvoju otroka. Do sedaj sta s svojimi izkušnjami in znanjem pomagala že mnogim staršem. Pa vseeno mogoče Jerneja vprašanje, ki si ga morda že kdaj zastavila tudi sama. Vprašanje, zakaj se to dogaja prav meni? Zakaj se to dogaja prav moji družini? Si se kdaj to vprašala? Ne, nisem si ga zastavila. Zdaj, če mi kdo reče, da je to naloženo tistim, ki to zdržijo, nekako sem malo spravo obživce, ker ne vem, ker eni pač ne zdržijo in ne vem, če ta teorija deluje. Lahko bi pa mogoče iskala vzroke v prejšnjih življenjih, ne vem. Eni mi tako razlagajo, da zvezde so tako bile postavljene, ko sem se rodila. Skratka, jaz zdaj vidim, to mi je naloženo, bilo mi je in mi verjetno še kaj bo. In se počutim zaenkrat še dovolj močno, da bom lahko preskakovala te ovire, imam še dosti volje, dosti energije. Hkrati pa jaz sem dobila sporočilo, da je bila Nina, ali pa, ki recimo je najbolj izpostavljena v tej knjigi, nam res odprla oči, odprla srca in zaradi nje imam zelo, zelo lepo življenje. Zaradi nje smo spoznali ogromno krasnih ljudi. Moje znanje se je razširilo na druga področja, ko se mogoče to ne bi zgodilo. In kot pravim, če pogledamo nazaj, vedno najdemo nekaj ali pa precej dobrega v tistih težkih trenutkih in preizkušnjah. Posebna punca je zgodba o posebnih puncah, ki se dotakne vseh. Ni priročnik za srečo, ni navodilo za polno življenje, ni drama, ni patetična izpoved mame s težkimi preizkušnjami. Je le oris življenjskega potovanja z zdravimi in manj zdravimi odločitvami, ki sili v refleksijo lastne poti. Jerneja je bila naša gostja, Jerneja Renko, s svojo knjigo Posebna punca, ki, če vam še ni prišla pod roke, upam, da ste že na poti proti knjižnici. Pozdravljeni, danes je bila oddaja Aktualno posvečena posebni punci. Z nami je bila Škofjeločanka Jerneja Renko, ki je napisala svojo zgodbo Posebna punca. Je zgodba o posebnih puncah, ki se dotakne vseh. Pravzaprav ni priročnik za srečo, ni navodilo za polno življenje, ni drama, ni patetična izpoved mame s težkimi preizkušnjami, je le oris življenjskega potovanja z zdravimi in manj zdravimi odločitvami, ki sili v refleksijo lastne poti. Posebna punca je tudi avtorica. Knjiga je posledica večletnega pisanja, ki se je preprosto dogajalo. Včasih so se misli kar zlivale na papir, pravi. Včasih ne bi zmogla napisati ničesar, niti enega smiselnega stavka. In takrat pač nisem, ker če bi pisala, bi bilo to na silo, iz uma, kar pa nima smisla. Pisala sem, ko sem morala zaradi svojih občutkov, stiske, včasih zaradi radosti. Ko sem to čutila, ko sem potrebovala terapijo. Pisanje je zame v resnici terapija. Ideja o knjigi pa se je rodila šele pred kratkim, dodaja. Nekega dne sem se sprehodila po svojih zapiskih in spreletela me je misel, da bi bilo morda praktično vse skupaj povezati in strniti v neko zaključno celoto. Še posebej, če bi kdo v družini kdaj hotel prebirati, kaj vse se je nekoč dogajalo v moji notranjosti. Vse besede pri meni so in še nastajajo spontano in so popolnoma iskrene. Včasih mi da navdih tudi kak intervju, včasih dobra knjiga, včasih zanimiv članek, pogosto pogovori z ljudmi. In potem me nehote določene vsebine spodbudijo, da jih projiciram v lastno življenje. In tako nastajajo zapisi. Res pa je, da me je tudi kar nekaj bralcev mojih blogov že večkrat spraševalo, da bom napisala knjigo, dodaja Jerneja Renko. Globoko v sebi sem verjela, da to ni slaba ideja, sploh ker je že skoraj napisana. Nekje izpod zavesti pa me je nesramno preganjal glas, da ne znam, da je to kljub vsemu previsok cilj, da nisem dovolj usposobljena za pisanje knjige. A tako kot že večkrat prej, sem zbrala vse moči in se spoprijela z blokadami izpod zavesti. In zdaj je knjiga tukaj. Namenjena je vsem, ki se jim sem in tja zgodi, da izgubijo vero v srčno življenje. S to mislijo bom zaključila ta naš pogovor in oddajo Aktualno. Vi pa preberite Posebna punca Jerneja Renko.